Ja, danes je bil res en prav poseben dan, najprej zato, ker nas je obsijalo na koncu še sonce, sicer pa smo pripravili za učence od 1. do 9. razreda veliko vsebinsko zanimivih stvari. Dan je nosil naslov Dan civilne zaščite. Ker pa nas je bilo veliko, smo naredili veliko točk in tukaj se moram zahvaliti predvsem civilni zaščiti iz občine Brežice, ki je povabila k nam veliko društev, gasilskih društev, 3 gasilska društva so bila tukaj, jamarji, potapljači, reševalci, policisti tudi, morda bom koga izpustila, prav veliko njih, ki so s svojimi zanimivimi programi animirali učence. Tudi na 112 nismo pozabili, to je tisti ježek, ki je spodbujal otroke, seveda jih je najbolj navdušil službeni pes, ki zna poiskati ponesrečenca. Ob tem pa, da smo lahko teh 870 učencev rotirali na točke, smo seveda pripravili še kros in pa predstavitev nekaj športnih aktivnosti, kot so rokomet, mala šola rokometa in tudi mala šola atletike. Hitro naredi pač neko preveri stanje, poškodovanje osebe in reče, ok, zdaj pa helikopter po klinični center. Denica, tako ni, Nec Ferenčak, Nina, Jakob, kje si se pa Prej, ne? Ja? Kaj mislite, kaj pa s tem počnemo? Ja, res je. Torej, tisti, ki se ne umiri, ne? Da prvo upozori, da mora
se umiriti na opozorilo, če s tem ne preneha, je to najmilejše prisilno sredstvo. Ne? Najmilejše prisilno sredstvo, katero uporabimo proti tistim kršitelju, ne? Ki se ne umiri, ki ne upošteva, ne da bi takim hujšim prisilnim sredstvom uporabimo plinski razpršilec. Ta deluje na principu paprike, ne? Torej vas zapeče, torej na razdalji 2 metrov policist uporabi proti storilcu, sila ga nekje v čela, ne boli nič, peče. Au, pentru să vzrau. Vrvi držijo na tumero, ki se lahko obesi. Če bi jaz imel 100 kil, 20, taki so se ne, da se lahko na tumero obesi. Ta vrno zdrži 2 tone 400 kil. Probajte. In ta trak drži. S tem trakom lahko vlečemo avto. Ko še triče, prvi ga vidim, da imate sin. No, jaz tudi, pa smo le hribska dekleta, ne? Za hribe rabite voljo, predvsem za planince, dobre čevlje in voljo, da greste v to, ne? Zdaj, za navaden pohod rabite čevlje na hrano, če pa greste malo bolj zahtevne razmere, je treba imeti pa pas, pa je treba imeti čalado, da si zaščitimo glavo, ko kamenje pada, pa samo varovani komplet, da se lahko sami varujemo. Če gremo pa po zimo hribe, pa rabimo dereze, to so univerzalne stare dereze, ki pašejo na vse čevlje. Imamo pa polavtomatske dereze, za njih moramo imeti pa posebne čevlje. Te pa lahko damo na vsak dober planinski čevelj, rabimo pa tudi cepin. Za hojo po zimi rabimo cepin, da se lahko v sneg upremo, ne? Zdaj pa, če se odpravimo na izlet, ja, to lahko tudi kom glavo razbiješ, če ni pliden, ne? Rabimo kompresorju, če ga imate takega za kaj špricati, približno 8 barov. Potem je pa na tej strani regulator. To je pa ena naprava, ki sta jo leta, mislim, da 43 izumila Kusto. Kustoja ste slišali, ste kako filme gledali verjetno, ne, o ribicah pod vodo, premladi, pa boste še videli. So izumili regulator in to tako, da ta zrak pred tlakom, da dobimo, vdihnemo lahko takrat, ko ga rabimo. Temu pravijo na zahtevo. Torej, zdaj nič ne spušča, ne? Če gumbek pritisnem, začne zrak ven držati, ne? Če dam usta, ko bom potegnil, začne zazirati zrak. Če ne bom rabo, tam boste imeli zdaj akcijo. Je bilo veliko, je udarila voda in so pač počrpali, ne, so pač črpalke so počrpali, ja, vidite. Najbolj so bo prišli, pa se je drevo odzelo, drevo se Udarilo nas, ja, ne? je veliko podela, pa je šlo vse na drevo. To je šlo na hiše, pa na hiše. Tako da si sjela še počemo, tako Aha, in je tam padlo, pa so pa drevo posekali, ne, da so Prostor! Ne boste verjeli še enega sabo. Tiste pa več manj dele. Razred ste, prijatelji! Te razred!
Tudi on je prvi razred. Star je 3 mesece, pa še mečkan čez. On pa že hodi v pasjo šolo. Tako kot vi hodite že v prvi razred, on hodi že v pasjo šolo, ja? In se uči že vseh stvari. Česa se uči? Matematike? Česa se pa uči? Trikov raznoraznih, ja. Glejte, kako on že lepo zna hoditi, tole, ampak seveda mu je treba pomagati, ne? S čim pa pomagamo? Kako kužka učimo trikov? No, kako? S hrano, tako. In kaj potem na koncu misliš, da kužek dobi za najboljšo nagrado? Igračo, ja, pa poglejmo. Okej, to je, temu kužku je ime, no 3-krat uganjujte, kako mu ime. Ti smo je bilo ime. Voda! To! Jaz bom pa pospravil. Drugače bo pa samo čas stopil. Ostale napake, ki ostalim gasilcem sodimo, ne bojo se upoštevale. Bo kar rešujete šlo, ne voda. In ne bojo tekmovali. Tekmujejo samo civili, bi rekli. Brazilci, ali kak bi se reči. A lahko odstopiš nazaj in tu, ne, kako drugi ne vidijo. Ne vidim to, ja. Bravo, Eugen! Bravo! Давай! Bravo, bravo. Evo ga, Brasmački, tretji najhitrejši. Čestitke. Evo. Drugi je rokometaš. Tak in tak. Evo! Čestitam. Bo ti eno manjšo daj. Isto smo. Čestitam. Tudi eno manjšo daj. Evo, brez dopinga. Bravo. Evo, jaz se moram slikati z vami. Evo, jo. Tak. Kje si ti stopni gor? Oddače tečejo. Evo. Hvala. Postavimo na možele, dokler dim gre v zrak, spodnji vidite polje imamo samo v spodnji. To ne more poč, tu gotere samo zrak. Barometer, kamparke, polje vodote, kisik,
Čisto easy. To je trdo. To je pismo. Veš kakšna druga sirena? Dva pa tri? Palica, to ima policist vedno s sabo, ko je na terenu, ne? To je osnovna. Imamo pa boljše varnost čelado, pa jopič, pa še ščitnike za kolena, za roke tudi, za pomovce. To pa je za vzdrževanje javnega reda na določenih športnih prireditvah, pa kakšne demonstracije, to ste videli, ne? Torej, prisilna sredstva so pa kaj? Plinski razdušilec, fizična sila, kot je pa palica. Kjer je najveljejše prisilne sredstva? Samo takrat, ko smo šli v zastojence po cesti. Kad to zdaj snemate? Ja, snema. Slika. Je v redu. Kaj pa? Ja, pa avto. Potem pa to še dodatno glavo fiksira, da ne premika glave levo desno, da še ne pride do dodatnih poškodb. Redo? Zakaj bi bilo to vozilo? Tako. Boste hodili po dve, po dva, po tri? Slika nas. Tako, kdo bo še probamo? Imate za teboj še 500 drugih ramov. Da? Še kaj? Ne. Da? Naprej. Najlepša hvala. Rdečo lučko malo sveti, veš? Ko sveti rdeča lučka, lahko se pogovarjaš takrat. Ja, ajde, probaj, ti pritisni in povej. Moje ime je Nika, pišem se Zorčič. Zdaj pa poslušaj odziv. Poslušaj odziv. Naslednji. Vodo pridobivamo se to visoko tlačno pompo, ki je damo razgor cev, no in tukaj imamo še dodatno cev. In potem vodo pošiljamo napadalcu, da gasi. Gremo naprej. Če pride do, tukaj imamo napenilo, se pravi s peno gasimo, v primeru, če kakšna električna zadeva gori, kaj podobnega, potem gasimo s tem. To so pa cevi, ki jih uporabljamo za gašenje z vodo. To boste pol tam še vse videli. V primeru, da se v stavbi ne da normalno dihati, da se kadi, takrat pa uporabljamo dihalne aparate. Zato imamo izurjena tri gasilce, ki grejo noter v objekt in potem gasijo. Kot se tudi vidi, enega so oblečeni. Tukaj imamo agregat, če nimamo električne energije, si jo sami pač ustvarimo z agregatom potem. Mi bo na naslednjem potopu spet pokazalo maksimalno globino, do kod sem šel. Potem imamo pa še eno to drugo stopnjo, še en ta regulator za dihati. Ta je pa, kaj mislite, zakaj je ta? Ker nijemo dveh lučki. Ko to plašče, pa najprej poskrbijo za svojo varnost, potem grejo pa delati za tisto, kaj se je pač zgodilo. Drugi del je pa čoln za reševanje na vodi in iz vode. Čoln kot čoln, nič posebnega. Če pa malo spodaj pogledate, ima pa aluminijasto dno. Aluminijasto dno iz enega preprostega razloga, ko so poplave, ko se zgodijo, vodostaji so zelo visoki, ponovadi reševalci, ki grejo do kakšne hiše reševati, pomagati, karkoli, ne vedo, kaj je spodaj. Lahko so kakšne ograje, zdaj nekateri imajo lepe kovinske ograje, pa tiste špičke ven, in če je bilo gumist, tubusi kompletni, tudi spodaj,
Se vam je že zgodilo, ne nam, ampak recimo gasilcem, da so čovn prerezali in do reševanja konec. Čovn na popravilo, če se je sploh še dalo popraviti, ponovadi je to kar močen rez, zato imamo mi tlele aluminijasto dno, torej če nasedemo, bom rekel, na ograjo, na kakšno vijevje, spodaj kaj podobnega, bo se podrsalo vsekakor, ne bo se pa predati reševanja konec. To je ta del, seveda imamo še drugo opremo, ki je pač pelaj sabo, enostavno, uporabiti več vozil, več enostavno bi šlo, tako da je ta del, če imate kakšno vprašanje, to se vprašajte, da se tudi Polni se vse vem, da bomo čempionico odnim poklasiti od sebe. Eno imaš vprašanje na roko. Ja, vi samo sprašujte. Vsak ima psičko Normalno se bo drl. Srak je reševalni pas, za spiti, za preizkušnjenju in tako naprej. Hodi na intervencije. Vidite, da laja zato, ker je navdušen, ker ste tlebe, seveda da želi še nekaj, kaj si želi. Priboljšek ali pa igračo. Kaj mislite, kaj ima raje, žogca ali priboljšek? Žogca. Mislim, da bo tale bolj na žogco šel, so pa kuški, nekateri kuški imajo raje priboljšek, nekateri pa žogco. Glavni srak zelo rad traja, zato smo mu dali tudi ime srak, ker se daje tudi sraka. Bomo pa zdaj pogledali v bistvu, kaj on zna. Za začetek bom zdaj. Samo glasno. Slek! Slek! Vidite kako boga? Super, to sem bil velčo. No, zakaj mislite, zakaj moramo imeti tako lespo visoko? Povej. Da lahko dosežemo ljudi. Tako, recimo, če nekdo tam visoko v tistem bloku doma, kako bi bomo prišli do njega drugače kot z lespo? Ali pa še više. Še više, ja. No, zato imamo te lespo. Natončni si. Kaj pa v tistem bloku? Bomo zdaj samo pokazati, da ste vi lahko potem naprej, veš, ker se malo mudura. Tako. Tako, kje imaš tale jopič? Super, ga boš dala gor, da daš naprej pogledati. Evo, lej, zdaj če padeš, doj, lej, primi tukaj, zdaj če padeš, lej, je zadrčeno, ne gre nikamor. Ko pa greš naprej, pa sam tukaj malo popustiš, pa greš pa telaš. Vidiš? Ja. Mene slika. To je pa zadnji del kanuja. Mi smo on že statusiral v glavi. Učitelj je pred tablo rekel, vili koliko rezultat, pa je zapisal. Neč je kontroliral, veš. To so mi imeli v srednji šoli. To pomeni, da je naše delo zastojn, danes smo tukaj zastojn za vas, gasimo požare, rešujemo življenja zastojn, zato ne dobijamo dobenega denarja, oziroma tudi ne pričakujemo, ker pač je prav, da to delamo. Denar pa edino potrebujemo za to, da pa lahko vam omogočimo to in da smo zmožni take stvari početi. In zato rabimo tudi opremo določeno. Danes smo vam pripravili pokazati samo 2 vozila, 3 vozila še imamo v gasilski garaži. To so 2 cisterne za gašenje požarov in pa eno moštveno vozilo, en kombi. Zdaj sam neko opremo vam jaz ne bi preveč razlagal, si boste tam pri kolegih pogledali, če si že mislite, neke cevi, pa tiste dihalne aparate, pa opremo gasilca. Jaz bi se bolj osredotočil na
To, kar mi delamo, pa kar vam lahko več pokažem. Tole, da se tegnemo tak. Evo spodje. Odstopa. Jep. Jo imaš tukaj? Nimaš ti že? Imam, ja, samo spod. Potem se damo še prvo podkapo gor. To nas ščiti dodatno pred ognjem, da nas tlele ogenj slučajno kje ne dobi ali ne peče. Evo, to damo si takole prvo se nastavimo. Pa joj, da spisam. Če si dotaknemo masko. Dodatno zaščite. Evo, potem smo še vlado damo na glavo. Spod. Zdaj imamo tudi mjesto, tele, pa je recimo druga ekipa gasilcev, kjer se ne oblači. Tukaj imamo zdaj rokomet. A poznate kdo rokomet? No, kaj boš delal sa rokometom? Moj brat pa ti. Ja, s čim? Ja. Jaz sem domišljati. S čim? Z rokometom. Ko vržeš, zameš žogo, pa hiter, pa neseš nazaj v kolovo, okej? Dobro? Znamo došla? Dokler imamo voljo ne igra denar, koliko vloge, ampak... Denar se konča v tem, da zato, da nekaj delamo, denar pričakujemo ne od občanov, ampak od občine, da nam omogoča, da mi to lahko delamo. Tako vozilo, to je ta avtolestev, stane 750 000 evrov, da si boste vi znali, to je veliki denar in toliko je... Pazite, kako zapremo ravnate, to so minus točke. Vidimo, da ena ekipa, ki ostane, ja, bravo! Mirne in močne roke jim želimo, metalcem vrvi iz 5. DE in 6. A, ki zapisuje. Če mi se zaplačil, in hočem, ajde, ne. Ja, tukaj si mi V imenu občine Brežice in župana gospoda Ivana Molana predal simbolično nagrado 5. C. Kdo je ekipa 5. C? Mi. Kako je ime? Mi, pridite malo bolj sem. Kdo ste vi? Mija. Lukaš. Taj. Vi ste zmagali v katerem razredu? Med 5 razredi ste bili vi najboljša ekipa.
Tako da v imenu župana občine Brežice in civilne zaščite občine Brežice vam podeljujem kot zmagovalni ekipi eno lepo nagrado, noter imate luči za kolesa, tako da ena vrečka so pa nagrade za vse vas 3 noter, tako da si lepo enakomerno razdelite. Bravo vsem za to sodelovanje. Odlično, hvala lepa. Darilce, vi ste pa? 6. D. Kdo pa si ti? Lija. Lija. Mađan. Aljaš. Tako, to so pa 3 iz 6. najboljši. Jaz sem seveda v imenu župana občine Brežice in civilne zaščite občine Brežice čestitam za odlično prvo mesto med 6 razredi. Če sem prav slišal, in vam podelujem to lepo nagrado. Sicer je ena vrečka, ampak noter je za vse 3 in si prosim enakomerno razdelite. Še enkrat hvala za sodelovanje in čestitam. Kaj pridite prosim malo bližje. Vi 3 ste zmagovalci med 9 razredi. Zdaj sem zahvaljujem seveda v imenu župana občine Brežice in civilne zaščite občine Brežice za vaše sodelovanje in čudovito zmago. In hkrati vam podeljujemo tole nagrado za prvo mesto med 9 razredi. Ne gre samo za simbolično nagrado, noter so luči za opremo vaših koles, tako da boste vidni in s tem tudi varni na cesti. Tako da med sabo si to enakomerno razdelite in hvala lepa še enkrat ter čestitke. Prosim. Super.